Pozdravljeni v oddaji Vroči stol z Vladimirjem Voduškom. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Na referendumu 5. junija bomo odločali o zakonih o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno, to je tisti o medsosedski pomoči, zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, o pokojninski reformi in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter o arhivih. Referendum o pokojninski reformi so predlagali sindikati, druga dva pa opozicijski poslanci SDS in SNS. Najpomembnejši referendum o pokojninski reformi po zadnjih meritvah ne bi dobil večinska podpore, se ga podpira samo četrtina vprašanih. Kakšna bo usoda pokojninske reforme, o tem z nocojšnjimi gosti, gospodom Patrikom Vlačičem, podpredsednikom Socialnih demokratov, z gospodom Matejo Kožuh-Novak, predsednico Zveze društev upokojencev Slovenije, z gospod Heleno Kamner, generalno sekretarko vlade, Francetom Cukjatijem, podpredsednikom SDS-a, Andrejem Zorko, sekretarjem Zveze svobodnih sindikatov in gospodom Andrejem Šircljem, predsednikom strokovnega sveta SDS. Dobro večer vsem skupaj, pa mogoče najprej, če se ostavimo pri zadnjih meritvah javnega mnenja, po rezultatih raziskave Slovenski utrip bi 5. junija vsi trije referendumi padli, proti pokojninski reformi je trenutno vsaj po tej meritvi 49% vprašanih, podpira pa četrtina, medtem ko četrtina ni odločenih. Mogoče, gospod Vlačič, kako komentirate te? A je možnost še, da se bodo ti rezultati bistveno spremenili, oziroma ali mogoče imate kakšne drugačne meritve? Ne, jaz upam, da bojo volilci in volilke predvsem poslušali argumente, da bojo poslušali, kaj jim pokojninska reforma prinaša, kaj prinaša tisti del, ki govori o delu na črno in tudi o arhivih. Jaz mislim, da je še nekaj časa in da sicer mi je žal, da se te odločitve prenašajo na volilke in volilce. Jaz mislim, da dobiva kar nekaj politikov zelo dobre plače in bi lahko o tem odločali in kar en velik del politike svojega dela ne upravlja. Zato, ker prenaša odločitve na volilce, vztrajno razpisuje referendume in s tem seveda zamegljuje to, kar je naloga politike. Ko nekdo dobi odgovornost za vodenje države na volitvah, mora v tem tudi sprejemati odločitve. Tista druga stran pa seveda, če ne uspe s svojimi predlogi, ne pomeni, da mora z vsakim predlogom na referendum. To je, kar se samih referendumov tiče. Zdaj pa smo seveda v situaciji, v kateri bomo poskušali ljudem povedati, naj ne odločajo o tem, ali je vlada fajn ali ni, to, da je ne marajo, smo že lahko videli po številnih javnomnenjskih anketah. Moja želja je predvsem, da bi ljudje poslušali argumente in se potem odločili. In tukaj spoštujem slovenske volilke in volilce, velikokrat so že znali pokazati, da znajo poslušati argumente. Mogoče je kar eno izhodišče gospoda Cukjatija, kaj pravite na ta očitek, da prenašate te pomembne odločitve za državo na volivce? No, jaz mislim, da se rezultati anket ne bodo bistveno spremenili do konca, do 5. junija, ker o pokojninski reformi se že dolgo govori in jaz povsem razumem sindikate, da so vložili zahtevo za referendum. Sedaj očitek, da politiki ne odločajo, jaz bi obrnil ta očitek, da pravzaprav slabo odločajo ali pa neustrezno odločajo. Namreč vedno se odloča ali tako ali drugače. In mislim, da je to pač nek zopet odmik od teme, o kateri pravzaprav je treba govoriti. Prepričan pa sem, da in tudi ne bi sindikatov očital ali politikanstva ali ne vem česa, ker niso bili upoštevani, z utemeljenimi predlogi so prišli pred vlado, je povsem logično in pričakovano, da bodo izkoristili to demokratično pravico, da bodo odločali potem pač na referendumu. Zdaj, mogoče bi za začetek eno tezo, ki jo je gospod Samo Hribar Milič iz Gospodarske zbornice pač na enem od konkurenčnih medijev dejal, in sicer gospod Kamnerjeva, on pravi, da pokojninska reforma je ena od reform, ki je odločilna za Slovenijo, sicer misli, da se v Sloveniji lahko ponovi nek grški scenarij.
Nedvomno je pokojninska reforma ena od zelo pomembnih reform v Sloveniji. Ni pa to edina reforma, ki jo moramo narediti, zato da bomo sistem spravili predvsem z vidika obvladljivosti javnih financ v prave tokove. Zadnja leta so se začeli dogajati trendi, ki niso dobri. In pokojninska reforma je morda toliko bolj pomembna med vsemi temi reformami, zato se je vlada tudi lotila med prvimi, ker je njena teža samih izdatkov izjemno velika, gre za 13% bruto domačega proizvoda na leto, in trend zaradi demografske slike kaže na izjemno naglo naraščanje tega obsega sredstev. Z tega vidika je nedvomno pokojninska reforma izjemnega pomena. Poleg tega pa ne smemo zanemariti še enega dejstva. Pravila Evropske unije na področju javnih financ so takšna, da zaradi demografske slike, ki pripelje do povečevanja javnofinančnih izdatkov za pokojnine, je potrebno financirati tako imenovani implicitni dolg, to je dolg povezan s staranjem prebivalstva. In ta dolg je v naših razmerah izjemno velik. Torej, če pokojninske reforme ni, nam pravila Evropske skupnosti nalagajo, da je treba vsako leto prihraniti približno 0,8% bruto domačega proizvoda. Gospod Šircelj, mogoče, a nam grozi grški scenarij oziroma neka prisilna uprava iz Evropske unije, v bistvu, ravno zaradi teh trendov. Slovenija je lani porabila 2 milijarde evrov več, kot so prebivalci ustvarjali, zato se je dolg povečal in letos ni nič drugače. Ja, situacija v javnih financah je zaskrbljujoča. Medtem, ko je bilo v letu 2007 in 2008, ko so bili prihodki enaki, skoraj enaki odhodkom, v letu 2007 so bili celo večji, je v letu 2009 prišlo do tega, da so se prihodki zmanjšali iz približno 10 milijard na 8 milijard, medtem ko so odhodki ostali enaki oziroma so se še povečali. Z drugimi besedami, v letu 2009 vlada ni pravilno odreagirala na strani fiskalne politike, zato da bi dejansko ne bi prišlo do takšnega primanjkljaja. Po drugi strani je prišlo še do tega, da se je povečal javni dolg, dejansko se je v 2 letih podvojil javni dolg iz 7 milijard na 14 milijard in trendi gredo v to, da ne bi prišli do 16 milijard drugo leto, kar je zaskrbljujoče. Ni pa razlog za to zaskrbljenost v tem, da bi to bila ali pa razlog pokojninska reforma. Tukaj gre enostavno za vodenje javnih financ in seveda ukrepi, ki smo jih predlagali, ki jih je predlagala Slovenska demokratska stranka, za katere jaz posebno mislim, predvsem tisti najpomembnejši, ki je bil, da bi omejil javno porabo glede na bruto družbeni proizvod, naprimer v višini 45%. O tem tudi danes sedanja vlada razpravlja, oziroma so različne ideje, pač takrat ni bil sprejet. Takrat bi morali začeti dejansko varčevati in takrat bi morali se to zgoditi. To seveda lahko naredimo tudi v prihodnje. Seveda bodo zaradi tega težave večje, vsekakor pa, če govorimo sedaj o pokojninski reformi, potem moramo seveda jo spraviti v nek kontekst, tudi demografskega razvoja. In vsaj tako kažejo analize Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki so narejene, seveda ta trend se bistveno povečuje čez 4-5 let, veliko bolj kot v prvih 2 in 3 letih. Vsaj tako kažejo te analize. Zaradi tega je seveda še čas in jaz tukaj ne bi ustrahoval, ne bi strašil, da bi zaradi padca te pokojninske reforme ali pa tega zakona prišlo do kakršnega koli kolapsa. Tukaj lahko pride zaradi drugih stvari. Pride lahko zaradi tega, ker nismo ustreznih ukrepov naredili pri sanaciji državnih bank, ker smo prepozno dokapitalizirali.
te banke, ker vprašanje, če smo jih dovolj, če smo jih reševali na pravilen način, imamo kreditni krč in tako naprej in tako naprej. Skratka, to so tisti glavni razlogi, da se lahko približujemo grškemu scenariju. Ampak govorim o približevanju, ne pa, da je to razlog pokojninska reforma. Pokojninska reforma je znatno manjši del, vsaj ne v srednjeročnem obdobju, vsaj ne v neki 2, 3, 4 letih ne. To kažejo pač analize Ministrstva za delo, ki jih je naredila ekonomska fakulteta. Razumem. Zdaj, največ denarja gre v Sloveniji približno 4 milijarde porabimo za pokojnine, 3,4 milijarde za plače javnih uslužbencev in 2 milijardi recimo za socialne transferje, ampak gospa Kamnerjeva, mislim, da ste se javili za repliko, pa gospod Vlačič. Ja, jaz bi se želela odzvati na trditve gospoda Širclja. Jaz se lahko strinjam z gospodom Šircljem, da pokojninska reforma ni rešitev za javne finance v celoti gledano. Tudi če gledamo izračune, o katerih govorite, je jasno, da mi ne zmanjšujemo obsega sredstev za te namene, ampak ustavljamo trend naraščanja. In to je cilj te pokojninske reforme, ki ga zelo dobro lahko dosežemo. Zdaj, mislim, da se je treba odzvati na trditev gospoda Širclja, ki pravi, da je bila pravzaprav napaka vlade v vodenju njene fiskalne politike in sploh proračunske politike, da je dopustila, da je bil razkorak med odhodki in prihodki državnega proračuna v letu 2009 tolikšen, da smo pridelali približno malo manj kot 2 milijardi proračunskega primanjkljaja. Poglejte, kaj se je zgodilo. Dajmo si naliti čistega vina. Ja. Reforma davčnega sistema je ukinila davčni vir, ki je prispeval v proračunsko blagajno čez $1 milijardo letno. To je bil davek na plače, ki je bil ukinjen z letom 2009. In tedaj se je zgodilo, poleg tega, da je gospodarska aktivnost začela pešati, da so drugi davčni viri začeli usihati v primerjavi z letom 7, ki ste ga izpostavil. Pomemben izpad prihodkov se je zgodil na tej strani. Zaradi ukinitve enega od davkov, ki ni bil nadomeščen z nobenim drugim. Druga zadeva, ki se je zgodila, je bil pa porast odhodkov zaradi že vpliva gospodarske krize. Porast odhodkov zlasti na socialnih transferjih. Nas so se odhodki za socialne transfere v letu 2009 skoraj da podvojili. In seveda, če smo želeli zadržati vendarle še nekatere razvojne izdatke, ki bi pomagali gospodarstvu, je bilo nujno, da je proračunski primanjkljaj porastel. Res pa je, da smo vsi pričakovali, da se bo ta proračunski primanjkljaj že v letošnjem letu začel zmanjševati. In to se ni zgodilo, ne? In 2 milijarde smo si morali posojiti, sicer ne bi plačali polovico pokojnin, menda ne bi plačali, ali pa polovico plač v javnem sektorju bi pač... Plač ne bi mogli izplačevati niti socialnih transferjev, da ne govorimo o bančnem sistemu, ki je bil tudi omenjen. Bančni sistem res, da vlada ni dokapitalizirala v prvih 2 letih krize. Vendar mi smo zaradi izjemno velikega dolga, dolg je bil večji od od financiranja primanjkljaja. Dolg smo naredili zaradi tega, da smo naložili depozite v bančni sistem, ki so delovali približno tako, kot če bi sistem dokapitalizirali, ne? Denar je bil v bančnem sistemu in to je preprečilo, da bi bil krč še večji, kot smo ga imeli. Dobro. Zdaj, več replik je bilo, gospod Vlačič se je najprej javil, mislim, zdaj, mogoče to, ne, mislim, ali se približujemo nekemu scenariju grškemu, portugalskemu, irskemu? Točno o tem sem hotel, to se mi zdi zelo dobro vprašanje, pa vam tudi povedal, zakaj mislim, da ta nevarnost realno obstaja. Ljudem je treba povedati, zakaj pride do grškega scenarija. Če pustimo vse te relativno zapletene debate o javnih financah,
ki so zahtevne, pri strani pripelje do grškega scenarija to, kar ta trenutek slišim iz ust politikov SDS-a. Ni še problem, še je čas, bomo že uredili kasneje. Obljube politikov, da se bo nekatere stvari naredilo za to, da zmagaš na volitvah, obljube drugih politikov, ki še bolj podobne stvari poudarjajo za to, da bi bili še boljši, kajti volitve so v bistvu ena tržnica ponudbe različnih političnih strank. In seveda zelo težko prideš pred volilce z ponudbo, s katero trdiš, da so težave, da je treba nekatere stvari v družbi spremeniti, da bo treba zategniti pas. In to je privedlo do grškega scenarija. Grški politiki so tekmovali v obljubam svojim volilcev, kako ni težav. In to jih je pripeljalo tja, kjer so danes. Jaz se spomnim, gospod Šircelj je rekel zadnjič po televiziji, da nesprejem pokojninske reforme ne bo imel vpliva na državni proračun. To je bila njegova izjava. Jaz sem se zelo dobro to zapomnil. Gospod Janez Janša je rekel, da pokojninska reforma še ni potrebna. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da si volilci zelo dobro zapomnijo te izjave. Ker takšne izjave, s katerimi eventualno tudi zmagaš na volitvah, lahko pripeljajo do grškega scenarija. Ne vse samo te velike številke, ampak ta odnos do tega, kar ta trenutek cela Evropa počne, pa se nismo mi neka mazohistična vlada, ki želi sama sebe spraviti v težave. A mislite, da mi sprejemamo te ukrepe zato, ker nimamo kaj drugega početi? A mislite, da delamo to zato, ker se nam zdi to, da je pač neka stvar, ki bi jo bilo pač fajn narediti, ker vsi drugi delajo? Številke v tem, da ljudje živijo dlje, v tem, da je vedno manj tistih, ki delajo, ki morajo plačevati pokojnine za tiste, ki ne delajo, nam govorijo, da je treba nekatere stvari spremeniti. Zdaj pa še da končam. Razlika med grškim ali pa portugalskim scenarijem, pa recimo Španijo, je pa ravno v tem, da Španija, kljub tomu, da ima čez 20% brezposelnih, da se razumemo, danes ni v nevarnosti takšni, kot je recimo Portugalska. Portugalska ni bila sposobna sprejemati reform in je danes, kar je pa zelo pomembno, to bi pa še posebej rad poudaril, nima več polne suverenosti, kajti ne sprejemajo ukrepov sami. Tam so fantje iz Mednarodnega denarnega sklada in jim narekujejo številke. Ta trenutek smo še suvereni, še lahko z takšnimi predlogi, kot jih daje predstavnik SDS-a, da še ni problema, da še je čas. To nas bo pripeljalo v to, da se ne bomo sami odločili svoji pokojninski reformi in da bomo zdrsnili v grški scenarij. Se pravi, do grškega scenarija ne pride zaradi tega, ker so številke naenkrat tako hude, kot se morda ta trenutek ne zdi, pa on morda ima to celo prav. Do grškega scenarija pripelje neodgovornost politikov, ki menijo, da spremembe niso potrebne in ki obljubljajo to zato, da bojo dobili volitve. Gospod Šircelj, nam grozi neki interventni zakon, v bistvu, če recimo, je to realna grožnja recimo nekega interventnega zakona, ki bi ga pač pod pritiskom Evropske unije morali sprejeti? No, mislim, da najprej, če lahko samo nekoliko odgovorim na vse te zadeve. Prva zadeva, jaz mislim, da ta vlada predvsem ni sprejela ustreznih ukrepov. Že leta 2009 in Slovenska demokratska stranka jih je predlagala, kot sem že omenil, preko 200. Drugič, če lahko, to se pravi, to je prva zadeva, bistvenega sem povedal, to je manjša poraba vezana na bruto družbeni proizvod. Mislim, da je zdaj tudi minister Gaspari ta isti, pa podoben predlog ravno tako predlagal. Druga zadeva, Grčija se je zgodila zaradi tega, ker so dajali napačne podatke v Bruselj, tudi napačne podatke so dajali glede dolga, glede primanjkljaja in tako naprej. Njihov primanjkljaj je 160% bruto družbenega proizvoda, kar lahko rečemo, da je bistveno večji in tako naprej. Tretjič, nisem govoril, da nima vpliva na proračun, govoril sem, da ima 0,1% bruto družbenega proizvoda vpliva ta pokojninska reforma na proračun. To izhaja iz analize Ministrstva za delo, ki je objavljena na spletnih straneh Ministrstva za delo. Dopuščam tudi druge številke, tudi 0,2, kar je rekel profesor Kovač in tako naprej. In še tretje, oziroma četrtič, tukaj ne gre za kakršnekoli izjave, ki bi jih dajali na pamet. Dajemo jih na podlagi številk. In tudi grški scenarij se ni zgodil zaradi obljub, zgodil se je enostavno zaradi tega, ker se je država prezadolžila in zgodila in preveč porabljala. Tukaj gre pač za ekonomske zakonitosti, mimo katerih pač ne moramo iti.
Zaradi tega še enkrat govorim, na podlagi vladnih analiz, govorim o tem, kakšen je finančni učinek te pokojninske reforme v prvih letih in v kasnejših letih. In še enkrat govorim, Slovenija ima glede primanjkljaja, glede javnega dolga napačen trend. Mi tukaj nismo sprejeli ustreznih finančnih ukrepov, niti na področju kapitala, kjer je država lastnik, govorim predvsem o finančnem sistemu, niti na podlagi spodbujanja gospodarstva. Skratka, in v glavnem smo porabili 2 milijarde preveč. To je dejansko tisto in tukaj ne gre za nobene obljube, tukaj gre za realno stanje. Analize, vir pa so vladne analize. Zdaj, če lahko samo, mislim, ker bomo dali naprej, replike so bile, pa če lahko gospa Matija Kožuh-Novak se javlja za repliko. No, jaz sem zelo vesela, gospodje politiki, da še kdo od civilne družbe lahko kaj reče. Siti smo politikov, ki se kar naprej kregajo med sabo. Kregate se med sabo, ne znate se zmeniti v koaliciji in ne znate pomagati v opoziciji, koaliciji, v stiski, v katero je država prišla. Vsaj polovico razlogov za to, da je država v taki stiski, je prišla od zunaj. Ni prišla od znotraj. Seveda od znotraj pa to, da nismo noben ni čudodelc in da je seveda v Sloveniji zavladal pohlep in ta pohlep plačujemo vsi, najbolj pa tisti, ki imajo najmanj denarja. In vas lepo prosimo v imenu vsega prebivalstva, ne samo najmodrejših, ker predstavljam skupino najmodrejših ljudi v Sloveniji. Ne trdim, da smo vsi modri, ampak nedvomno imamo največ izkušenih ljudi, zato ker so najdlje na svet. Koliko imate za sabo? Recimo, za sabo imam 240 tisoč ljudi, pa še eno celo skupino simpatizerij, ki niso naši člani. Torej, zakaj želimo, da se končno nekaj sprejme, da se nehate kregati? To, kar danes govorite tukaj, je za strokovne kroge, ne za ljudi. To je za strokovne kroge, usedite se skupaj, pa se zmenite, pa pomagajte en drugmu. Jaz sem že nekaj časa govorim, SDS bi bistveno več bi bil lahko prva stranka, če bi pokazal v teh hudih časih, da zna biti konstruktiven, da zna pomagati koaliciji v stiski. Zato smo, sem to bi rada povedala, zato smo upokojenci. Nedvomno, ta pokojninska reforma nekaj prinaša novosti in ni prijazna za določene skupine prebivalstva. Je pa nujno potrebna. Ljudje se staramo in mlajše generacije, tudi to je važno, vstopajo v starost vedno bolj zdrave. In tretja reč, vedno kasneje začnejo delati. Zato po moje, koliko časa bodo morali delati, bo važna njihova delovna doba, ne starost, zaradi tega, ker tako pozno začenjajo z delom. Neumnosti seveda sprejemamo, da še takih gremo v čas fleksibilnega dela, gremo v čas in potem ne sprejmemo zakona, ki ta fleksibilnost omogoča, da bi mladi vsaj začeli kot v malem delu za pokojnine varčevati. Zato sem to povem, zato smo sprejeli sklep na našem upravnem odboru, da podpremo to reformo. In lepo vas prosimo. Ljudje rabijo trdnost. Vedeti moramo vsi, da Sloveniji ena Evropska unija ne bo pomagala. Slovenija je prvič premejhna, drugič je iz vzhoda, vsi smo bili v tujini in vemo, da zelo malo veljamo. Vi mislite, da nam ne bi pomagali, tako kot Grčiji in Portugalski? Ne bodo pomagali. Ne bodo rekli, karkoli bodo rekli. Zato si bomo mogli pomagati sami. In zato si pomagajmo sami in dajmo začeti konstruktivno se pogovarjati med seboj. V stiski smo, v hudi stiski je država. Gospod Zorko, izvolite, ker še ni potem pa gospod Sokjati je že dvakrat se javil. Izvolite, gospod Zorko, še niste imeli. Ja, zdaj nabavlja se kar nekaj replik, recimo mojim predhodnikom. Najprej bi moče jaz začel pri gospe Kožuh-Novakovi. Dejstvo je, da malo delo ni omogočala varne, fleksibilne oblike dela. Ampak je ravno nasprotno omogočala prekerno obliko dela, omogočalo je delo, za katerega je več kot 80% udeležencev na referendumu reklo, da si ne želi dela, oblike dela, ki bo izpodrivalo delovno razmerje, redno delovno razmerje in s tem dejansko, bom rekel, tudi manj prilijo v pokojninsko blagajno. Ampak da se vrnem današnji temi. Ravno debata, ki je bila pred menoj, preden sem dobil besedo, kaže na to, da je pokojninska reforma dejansko posledica stanja v javnih financah. 13% BDP-ja, to je koliko se da iz državnega proračuna za pokojninsko reformo,
treba povedati, da so v tem odstotku tudi izdatki za pokojnine, ki so rezultat odločitve vlade z leta 1996, ko se je prispevek delodajalcev iz 15,5 znižal na 8,85. In res je, tu se pa jaz za gospod sekretarko absolutno strinjam, takrat se je uvedel davek na plače, ki je trajal do leta 2009 in je pomenil nek dodatni priliv v državni proračun. Iz tega razloga je seveda tudi bilo lažje dati za te izdatke, ki jih je država sprejela v pokojninsko blagajno. Leta 2009 se je ta zadeva ukinila. Ničesar se ni naredilo, to je, da bi se najdel nov vir, poudarjam, nov vir polnjenja pokojninske blagajne, nov vir polnjenja državnega proračuna. In ta država danes gradi stabilnost javnih financ izključno na varčevanju. Mi imamo danes popolnoma neučinkovito pravno državo. Grčija. Grški scenarij se je zgodil zakaj? Zato, ker država ni znala pobirati davkov. Ni znala, bom rekel, vzpostaviti pravne države, to je, da bi se lahko javne finance v Grčiji polnile. In pri nas je podobna zadeva. 25% BDP imamo danes v Sloveniji sive ekonomije. 9 milijard evrov. 2 milijarde evrov, oziroma 1,4 milijarde evrov na letni ravni, pa gre za pokojninsko blagajno. Ampak pri nas mislim, da davki se 97%, da je, mislim, ne... Ne, 97% govorite o prispevku, jaz govorim pa o sivi ekonomiji. 9 milijard sive ekonomije, 510 milijonov evrov gospodarskega kriminala. A ni to vir javnih financ? A ni to vir državnega proračuna? Če je že država znižala prispevek delodajalcem in s tem prevzela del bremena, torej delovanja pokojninske blagajne, je seveda nujno potrebno to zadevo urediti. Zlasti glede na to, da imamo danes v Sloveniji 112 tisoč ljudi brez dela. Danes mladi vstopajo na delo, v redno delovno razmerje z 27-30 leti. Jaz sem stopil z 27. Do 65. leta ne bom imel niti 40 let pokojninske dobe. Kaj šele 43 let pokojninske dobe? Lepo vas prosim, kdo bo pa dobil v Sloveniji, če ne bomo odpirali novih delovnih mest, 43 let pokojninske dobe? Nobeden. In bo vsak imel najnižjo možno odmerno stopnjo pri določenju višine pokojnine. In še nekaj bi dejal, ko smo že pri pokojninski reformi in stanju v javnih financah. Malce mi je nelogično, da se po eni strani trdi, da bodo izdatki iz proračuna v pokojninsko blagajno nižji, a hkrati se pa trdi, da bodo pokojnine višje. Tukaj je velika nelogičnost, kaj se teh zadev tiče. Več repliki, ampak eno stvar bi samo razčistil. Zdaj, malo misterij je, kako so se sindikati znašli v opoziciji skupaj z desnim polom, medtem ko je recimo gospa Kožuh Novakova, v bistvu na levi strani in je prišla v nasprotje z Desusom, recimo. A smem jaz, mogoče jaz najprej na to odgovorim. Sindikati se Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, se nikoli nikdaj ni znašla ne na levi, ne na desnem polu. Mi smo se znašli na polu, na strani delavk in delavcev, tistih, ki ne bodo imeli in ki ne bodo zmogli ob pogojih dela, intenzivnosti dela, število nadur, ki jo vodimo v Evropi, opravlja delo 43 let. In še nekaj, sindikati nismo zahtevali referenduma. 42 tisoč podpisov volivk in volivcev je reklo, o pokojninski reformi želimo odločati na referendumu. Sindikati smo bili pobudniki. Vlagatelji zahteve o podpori 42 tisoč volivk in volivcev. In tisti, ki danes trdijo, da volivke in volivci na referendumu o pokojninski reformi ne bodo vedeli, o čem odločajo, je zelo neodgovorno do teh državljank in državljanov, ki se udeležijo referendum in ki dajo podpis. Zakaj? A so vsi vedeli, zakaj gre v zakonu o RTV-ju? A vsi vedo, zakaj gre v zakonu o arhivi? Govorim o referendumi, ki jih je predlagala politika, leva, desna, popolnoma vseeno mi je. Ampak ta referendum je zahtevalo čez 42 tisoč ljudi. In naj odločijo o tem sami, ali želijo delati 43 let ali ne. In če ne bodo, ali bodo delali do 65. leta starosti. Samo še ta odgovor, potem pa
Meni to sploh ni misterij, zaradi tega, ker se delavcem poslabšuje, tistim, ki bodo šli v pokoj, se bo izračun za pokojnine 28 let in to je... Nižja penzija bo. To tisti, ki smo v pokoju, vemo, kakšne pokojnine bi imeli, če bilo 28 let. To je eno. Zakaj smo pa mi? Zaradi tega, ker smo najbolj modri, zaradi tega, ker vemo, ker smo ocenili, da je država v taki stiski, da je boljše, da se take reči, ki so za določene skupine manj prijetne, počasi sprejemajo, kot da bomo čakali še naslednjih 5 let, pa bo treba bistveno hujše pogoje sprejeti, ker dejstvo je, da se prebivalstvo stara. Odpovedala pa, da je dejansko politika, to pa rada vam na ta prvi odgovor. Dobro. Zakaj smo z Erjavcem prišli nasproti? Erjavc pomeni politično stranko, ki govori, da dela v imenu upokojencev, upokojencev pa ne vpraša, kaj pričakujejo od nje. In to pa moramo opozoriti, je fenomen slovenskih političnih strank. Dobro. Samo, če dovolite eno kratko pauzo naredimo, pa nadaljujemo. Gospod Cukjati je na vrsti, samo pogledamo glase, pa nadaljujemo takoj po glasih, pa gremo po vrsti z replikami. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj med tem časom se je razvila zanimiva razprava, ampak mogoče gospod Cukjati se je dvakrat prej že javil, pa izvolite replika. Jaz bi rekel, da v teh zelo pomembnih vprašanjih, tudi za državo in predvsem za državo in državljane, me zelo moti, ko se govori z etiketo, češ kregate se, nič ne naredite, samo nasprotujete, opozicija samo ruši, samo na tem gradi svoje politične točke. Gospa Kožuhova, 60 zakonov smo vložili v prvem letu in poskusov, da bi čim prej pristopili k protikriznim ukrepom, ki bi še prijeli, v začetku bi se to dal. Če ste opazili, nič ni bilo sprejeto. Šele nekaj teh elementov, teh ukrepov sedaj vlada počasi vlaga v proceduro v Državnem zboru za enoletno zamudo ali še več, ko nič več ne primejo. Dalje me zelo moti informacija in govorenje, kot je predsednik vlade na zadnji seji aprilski rekel, da je pokojninska reforma najkratkoročnejši in najučinkovitejši protikrizni ukrep. Poglejte, v nacionalnem reformnem programu vlade 2011-2012, 14. aprila je bil sprejet ta reformni program. Pa piše, da bomo v letu 2011 na račun novega pokojninskega zakona prihranili 0,1% bruto družbenega proizvoda. To pa je 37 milijonov, nič več. Kaj je to proti 2 milijardam novega kredita? A je to izhod iz krize? Vas sprašujem. In tako govorenje je seveda zavajanje. Dajmo si naliti čistega vina. Jaz bi zelo rad, da bi ohranili tisto, kar smo v začetku mandata skušali, resnično državotvorno sodelovati pri teh kriznih ukrepih. Prejšnja vlada je v času odhajanja, torej že po volitvah, se je vzdržala vsakih sprejemanj zakonov, je pa pripravila cel paket ukrepov za novo vlado. Ampak o tem se ni nič govorilo, nič slišalo, to je bilo vse zavrnjeno. Tako da mislim, tukaj so elementi, predvsem pa to, da pokojninsko reformo nikoli nismo rekli, da jo zavračamo, nikoli, ampak rekli smo, kakšno reformo želimo. Kakšno reformo. Nikoli nismo rekli, da državnega proračuna se ne sme sprejeti, ampak vedno, kakšen proračun se sprejme. V tem je ta poanta. In dobro bi bilo včasih tudi opozicijo poslušati, pa tudi sindikat v takih primerih. Dobro, zdaj, ne vem, a boste... Jaz bi gospodu podpredsedniku Državnega zbora eno stvar povedal, ki ga bo zelo demantirala. Ja, jaz razumem, da vas to moti, no. Lahko govorim o tom čem drugem, ampak če mi en moj politični kolega iz Državnega zbora govori, kako zelo konstruktivni so, in bom zdaj povedal, kako zelo konstruktivni so na enem konkretnem primeru. 2 tedna nazaj je bil v Državnem zboru zakon, ki pomeni ukrep za izboljšavo, torej položaja avtoprevoznikov. Vaša stranka je na odboru za promet glasovala proti temu zakonu samo zato, da ga je zrušila. Samo zato, ker ga je lahko. Spravi, vaša konstruktivnost, ko jo imate polna usta
tukaj meni popolnoma pade. In vse te vaše govorice o tem, kako zelo konstruktivni ste, koliko predlogov imate, so za mene popolnoma prazna malha iz preprostega razloga, ker je šlo za popolnoma nepolitičen zakon, ker je šlo za pomoč avtoprevoznikom v teh kriznih časih in ste ga zrušili samo zato, ker ste ga lahko. To je prva stvar. Če lahko sem končam. Kako majhna stranka v primerjavi s koalicijo, koalicija ima še enkrat več poslancev, lahko zruši vaš zakon. Jaz sem hotel samo povedati, v trenutku, ko je bilo 8 glasov na eni pa 8 na drugi, ste zato, ker ste lahko zrušili predpis, ki nima nikakršne zveze z čimer koli drugim. Zakaj se pa vi v koaliciji ne zmente in ne podprete ta zakon, ki ga želite imeti? Jaz sam govorim, koliko konstruktivni ste. Vi govorite o vaši konstruktivnosti, jaz vas pa demantiral, ste nekonstruktivni, kadar lahko zrušite ukrep vlade, samo zato, da jo kažete kot neučinkovito. To sem vam hotel povedati in ta primer to zelo lepo kaže. Če pa ne verjamete, pa pojdite vprašati avtoprevoznike, kaj si v tem mislijo. Samo še eno zadevo za nazaj, ker se mi zdi pomembna. Preomenjeno prekarno delo. Sindikati so se postavili proti rešitvam za študentsko delo. Res, da vem, da je to malo mimo. Proti temu, da bi brezposelni dobili delo brez osnovnih delavskih pravic in ne proti temu, da se uredi študentsko delo. Poglejte, sam trenutek, poglejte. Vi zelo dobro veste, kaj je prekarno delo. Še boljš, ko jaz, ker se s tem ukvarjate. In veste, da so bili mehanizmi v malem delu, ki so prekarno delo onemogočali za številom zaposlenih, glede na podjetje in za številom ur, ki si jih upravi. Tako da vi ste pravzaprav zdaj ohranili prekarno delo za generacije med 25 in 30 let s tem, ko ste nasprotovali tistemu zakonu. Vi ste ga ohranili. Ne samo to, vi ste ohranili tudi sistem, v katerem te generacije medgeneracijsko ne dajo v pokojninsko blagajno in ste ohranili sistem, v katerem ti delaš 3, 4, 5 let in ne dobiš nobenih delovnih izkušenj. Sploh zato ste se borili v tistem referendumu. Kar se pa druge stvari tiče, siva ekonomija, tle se pa strinjava. Zelo. Jaz mislim, da je zelo problematičen podatek, da je v Sloveniji skoraj 10 milijard na trgu sive ekonomije. Drugi referendum, o katerem odločamo, je referendum o preprečevanju dela na črno. In tukaj je seveda spet prišlo do tega, da se je potegnilo ven sosedsko delo kot glavni problem, ki je zelo lahko rešljiv za izdajo računa z nulo in je stvar razrešena. Seveda bo problem, če boš ti izdal veliko računov z nulo, kar pomeni, da ne pomagaš sosedsko, ampak delaš na črno. V tem je seveda težava tega dela na črno. Zdaj 4 replike so bile. Predlagam, da gremo po vrsti. Če smem. Kaj se tiče zakona o delu na črno, bi rekel samo tole. To je referendum, ki ga niso predlagali volivke in volivci. Referendum o malem delu je bil poban enako z podpisi volivk in volivcev. Tako da ne reči, kaj smo mi ohranili, ker to, če je potem več kot 80% glasov bilo volivk in volivcev bilo proti uvedbi malega dela. Kaj se pa tiče pokojninske reforme... To uvedlo prekarno delo, če mora res... Definitivno je, ker če bi bil posluh strani ministrstva za pri malem delu bi se najdel lahko kompromis, pa ni bila želja tega z strani ministrstva, bom rekel. Ampak kaj se tiče pokojninske reforme, če smem iti nazaj. Vsi se strinjamo, vsaj v Zvezi smolnih sindikatov Slovenije, reforma je potrebna. Potrebno je zaustaviti padanje pokojnin, potrebno je odpraviti anomalije, ki so jih prinesli noter politiki. Če gremo in medija sresne, v bistvu, če lahko samo eno stvar, gledajte, Francozi in Nemci, Španci in Nizozemci so povečali v bistvu na 65 do 67 let dobo. Potem Britanci, Nemci imajo 68 do leta 2040. Vi govorite o starosti. Seveda. Ja, jaz pa sem govoril o 43 let pokojninske dobe, kar pa nima veze s starostjo. Francozi so šli iz 35 na 38 let pokojninske dobe. Se pravi, tule je razlika. Eno je starost, eno je pa pokojninska doba. To sta dva ločena pogoja. Nemci in Avstrijci imajo 45 let. Ja, vendar, koliko za polno pokojnino? Za polno pokojnino? Ja, vendar se samo 25% Nemcev upokojuje za polno pokojninsko dobo 45 let. In še nekaj treba vedeti. V Nemčiji, v Avstriji, v Franciji so drugačni pokojninski sistemi. V Evropi med seboj ni možno primerjati pokojninskih sistemov, ker v Nemčiji dobiš predčasno pokojnino, ko izpolniš pogoje starostne za polno upokojitev, torej za brezmalost se ti gre zadeva
prelevi v drugačen sistem. V Avstriji je zadeva zelo povezana z drugim stebrom, v katerega plačujejo delodajalci. Ne, se pravi, ko govorimo o nekaterih zadevah, morate pogledati celoten kompleks sistemov v vsaki državi posebej in ne gledati samo starost. Še nekaj treba vedeti. V Nemčiji so delovni pogoji bistveno boljši kot v Sloveniji. V Nemčiji, v Avstriji je samo 3 milijarde evrov, samo 9% BDP-ja sive ekonomije. V Avstriji inšpekcija za delo deluje. V Sloveniji kako deluje? Ne bom komentiral, ker mislim, da je dogodek pred tem bil dovolj jasen, kaj se tiče generalnega inšpektorja in število ugotovljenih kršitev. In pa da ne omenjam delo pravosodja, ki ugotavlja, da neplačevanje prispevkov v določenih segmentih ni kaznivo dejanje. Tako da se ne bi tega dotikal. Imate tudi Grčija, Španija imajo 35 let, Latvija 30 let. Izvolite, zdaj ne vem, sem podprla. Tle se popolnoma strinjam s sindikati. Umetnost politike je umetnost dogovarjanja. In politiki pa to niso ministrstva, ker na ministrstvih so strokovnjaki. Politiki ste vi. To je parlament in so politične stranke. Politiki v Sloveniji bodo morali bolj prisluhniti potrebam prebivalstva. Malo delo bi lahko šlo skozi, to smo vsi upozarjali, dajte tisto ven, ker ni sprejemljivo, pa bo drugje sprejeli. In pokojnine, Anglija so mi rekli, da sprejema tako zahtevne zakone, kot je pokojninski 5 let. Si vzamejo čas in se toliko časa pogovarjajo s tako velikimi skupinami. Oni grejo na 68 let. No, hočem reči, 40-letnim prehodnim obdobjem. Jaz bi rada to povedala, da si vzamejo toliko časa, da dobijo kompromis z ljudmi in to mi še ne znamo. Premalo poslušate prebivalstvo. Mi smo samo zato podprli reformo, ker se bojimo posledic, kaj bo. Verjetno ljudje se ne želijo delati, recimo, mislim, dobro nekateri. Ja, se je razumljivo, veste, meni se ne zdi nič nerazumljivo, da se sindikati upirajo. Seveda se. Se, če bi bili vi najbrž ste 5 let pred pokojem. Tisti, ki je 5 let, ga res skrbi, kakšna pokojnina, ne. To je razumljivo, ne. Izvolite, gospa Kallnerja, pa gospod Šircelj, pa... Jaz bi se pomaknila od te diskusije o politiki, na pokojninsko reformo. Prej je bilo z vaše strani izraženo stališče, da smo prišli s pokojninsko reformo zaradi javnofinančnih problemov. Med drugim. Tako, med drugim. Pa pejmo zdaj na tiste elemente, ki pomenijo med drugim. Javnofinančni vidik je en, o tem smo se že pogovarjali, to je verjetno za gledalce dokaj nezanimiva tema. Ampak zakaj je pravzaprav se pokazala nuja pokojninske reforme? Poglejte, starost, pričakovana doba življenja se je bistveno povečala v zadnjem desetletju in se še povečuje. Pokojninska doba v tem obdobju pri nas, ki je udejanjena, povprečna pokojninska doba je 32 let in 2 meseca v tem trenutku. Ja, počujejo. Dejanska je 35,6. Podatki... Bolj ugodni podatek kot Grčiji in Španiji, kjer je 35 let. Edino Latvija je 30 let. Ampak imamo 35,6 dejansko upokojitveno. V Latviji, Grčiji imajo zakonsko 35. Dejanska pokojninska doba v letu 2008 je bila 32 let in 2 meseca. Obdobje prejemanja pokojnine je bilo v letu 2008 19 let v povprečju. V 10 letih, to se pravi od leta 2000 do leta 2009, se je obdobje prejemanja pokojnine povečalo za 2 leti in 1 mesec, pri ženskah pa kar za 4 leta in 5 mesecev. Že sami ti podatki kažejo na to, da obdobje plačevanja prispevkov v višini, kakršna je, ne zadošča, da bi lahko vsi prejemali pokojnine. In kaj se nam je dogajalo pa se nam dogaja v obstoječem pokojninskem sistemu? Znižuje se odmerna stopnja. Danes je odmerna stopnja 72%. 79.
72, A ja, končno mislim. 72 in ne bom decimalko menjala. Nov zakon ponuja odmerno stopnjo 80%. Valorizacijski mehanizmi, ki omogočajo ohranjanje realne vrednosti hočete pokojnin. povedati, da bo pokojnine večje po nove, mislim. Ja, seveda, odmerna stopnja bo 80% od povprečne plače, danes je pa 72%. A smem replika? Gospod Šircelj, mislim, če prosim. dovolite, sam gospod Šircelj čaka pred vami, če Podatki ne držijo. Ja, no. No, vse bo možnost debatirati. Jaz bom tudi seveda govoril o pokojninski reformi in tudi o celotnem postopku, kako je dejansko prišlo do tega, zelo na kratko v zvezi s tem. In sicer prva zadeva, ki je, bi šel na izhodišče glede tega, da je politika umetnost dogovarjanja. Žal tega pri pokojninski reformi ni bilo. Kot vemo, ko je vlada je poslala neusklajen predlog s socialnimi partnerji, sindikati v parlament. Gospod Šircelj, če dovolite, mislite, da je potem, kar gledamo zdaj te posnetka, je sploh možno uskladiti to v bistvu z socialnimi partnerji? Glede na to, da jih usklajujejo na ulici in z policijo. Glede na to, da sem sodeloval v usklajevanju v prejšnji vladi z socialnimi partnerji, kjer smo podpisali socialni sporazum, kjer smo uskladili davčno reformo, pač mislim, da je možno. Prepričan sem, da je to možno. To je razbremenjevala prebivalstvo. Jasno, da ste dosegli konsens. Govorimo tudi o socialnem sporazumu 2006-2009, ki je bil ravno tako, kjer je vključeval celotno ekonomsko, socialno, gospodarsko, finančno politiko. Recimo o tem. Pa pustimo, o tem govorim. Se pravi, to je prvo. Drugič, niti koalicija se ni tukaj zedinila glede pokojninske reforme, kar je tudi umetnost dogovarjanja in jaz seveda mislim, da bi to bil nek ustrezen prispevek k temu, da bi šla ta pokojninska reforma boljšo pot. Drugo, kar bi rad poudaril, mi v Slovenski demokratski stranki se zavedamo, da je treba narediti spremembe na pokojninskem sistemu in nasprotujemo temu zakonu enostavno zaradi tega, ker je slab. In predlagamo... V kateri točki, recimo, mislite, predlagamo, slab je predvsem v tej točki, da ohranja sedanji sistem, ki je popolnoma nepregleden, ki meša socialne prejemke, invalidske prejemke, meša z pokojninami. Tukaj moram seveda reči, da je tukaj bil določen napredek, je bil storjen in sicer, da naj bi se 50 milijonov izločilo iz pokojninske blagajne, vendar se to žal ni moglo narediti zaradi tega, ker pač ustrezen zakon, ki je bil sprejet, ampak bo zdaj njegova uveljavitev oziroma uporaba podaljšana, zaradi tega, ker pač ni bil narejen ustrezen računalniški program in je to pač predlagano zdaj v parlamentu, da se ta zakon glede socialnih prejemkov podaljša. In mi tukaj predlagamo pač sistem, ki je v veljavi tudi na Švedskem in nekaterih skandinavskih državah in sicer to je, da temelji na osebnem pokojninskem računu. Osebni pokojninski račun, tukaj vem, da bo seveda tudi določeno nasprotovanje, predvsem glede medgeneracijske solidarnosti in tako naprej. Hkrati, in bom tudi že kar odgovoril na to vprašanje, predlagamo tudi za tiste, ki zaradi različnih razlogov ne bodo mogli dobiti, ne bodo prihranili toliko denarja za pokojnino, da uvedemo tako imenovano državno pokojnino. Ta pokojnina se bo napajala dejansko iz davkov. In tukaj je seveda ta medgeneracijska solidarnost. Kar pomeni, medgeneracijska solidarnost je ravno tako zagotovljena, vendar na drugačen način. Ne tako, kot je sedaj preko prispevkov, kjer je popolnoma vse nepregledno, ampak preko davkov in s tem bi predvsem spodbudili mlade. S tem bi spodbudili, mi danes ugotavljamo, da imamo 110-115 tisoč nezaposlenih. Tukaj je ogromno mladih, ki nimajo nobene motivacije za to, da bi šli v pokojninski sistem. Na različne načine se izogibajo lahko tudi zaposlitvam ali pa dejansko nimajo zaposlitve, zaradi tega, ker so pogoji, ker smo v krizi, ker so pogoji gospodarjenja tako slabi. S tem bi spodbudili to motivacijo, da bi dejansko šli in da bi plačevali prispevke, ker bi dejansko v vsakem trenutku lahko videli, koliko so dejansko prehranili za pokojnino. In na podlagi tega
bi seveda tudi si lahko izračunali, kakšno pokojnino bodo dejansko na koncu imeli. Danes nihče ne ve od nas, mislim, da ne, kakšno pokojnino bo imel čez 10, 15, 20 let. Ker se ugotavlja pokojninska osnova, ker se valorizira, ker se popravlja z raznimi korekcijskimi faktorji in tako naprej in tako naprej. Tako bi pa naredili transparenten, enostaven sistem, ki so ga že naredili v nekaterih skandinavskih državah. Ampak, če zdaj ne vem... Imamo repliko. Izvolite, ampak kako rešiti ta problem, v bistvu tega, kar je bilo prej omenjeno, staranje prebivalstva, recimo, lani je bilo v Sloveniji starejših od 65 let približno 338 tisoč, do leta 2060 naj bi bilo 600 tisoč, to se pravi tretjina vseh prebivalcev. Ja, se vam lahko odgovorim tudi na to. Namreč, ker zdaj to, kar poslušam, da dlje časa živimo, dlje časa prejemamo pokojnino, zato je potrebno reforme. Se mi zdi, da pač enostavno, ker so hvala Bogu ljudje v starosti bolj zdravi, ker lahko uživajo starost, da je pač to zdaj razlog, bom rekel, pokojninska reforma. Ampak tisto, kar hočem jaz povedati nekaj. Pokojnina se nikoli ne odmeje glede na povprečno plačo. To treba vedeti. Povprečna plača je pač neka kategorija v državi, ki služi pač nekaterim, bom rekel, podatkom in pa obdelavi nekaterim zadevam. Odmerna stopnja, 72,5 je končna stopnja po reformi iz leta 2000. Mi še danes nismo na tem odstotku, smo pa res pod 80. Vendar, fiksiranje nekaj na 80, pri čemer ti obdobje iz 18 daš na 30 minus 3, se pravi 27, pomeni v povprečju za 7,2 odstotka nižjo pokojnino. Če k tej osnovi še dodamo, da se pa neto osnova za izračun pokojnine v teh 27 letih izračuna tudi na ta način, da se odbijajo povprečna stopnja davkov in davkov v Sloveniji, ki danes znaša nekaj več kot 35%, če se prav spomnim, pomeni, da tisti za minimalno plačo, ki danes plačuje nekaj več kot 23% davka, se jim bo pri pokojninski, ko se bo pokojninska osnova jemala, se jim bo vzela višji davek, kot pa dejansko se jim danes jemlje od plače. In to je krivično. Sploh pa glede na to, da imamo danes v Sloveniji več kot 70% ljudi pod povprečno plačo in vsem tem se bo pokojnina znižala. Imamo 45 tisoč prejemnikov minimalne plače in da ne omenjam vseh tistih zaposlenih revnih, ki danes žal kljub temu, da delajo, ne prejmejo plačo in čakajo v vrsti pri Rdečem križu za paket. In odkrito bom povedal, podatki kažejo, da je delovanje pokojninskega sistema odsev ali pa rezultat delovanja gospodarstva in da je višina pokojnine odvisna od višine plače. In na tem segmentu se žal ni naredilo ničesar. In iz tega razloga se tudi danes več kot 90% novim upokojencem vzeme v obračun obdobje od leta 72 do leta 90. Ampak to je... Ne, sem hoče nekaj povedati. A lahko dokončam, prosim? Prinaša večjo povezavo med plačo in med višino pokojnine. A smem dokončati, prosim, stvar? Samo, v bistvu, vi ste zelo sofisticirano povedali. Zdaj vam pa odgovorim na vaše vprašanje. Ampak kako rešiti to demografijo državne blagajne in pa delovno dobo? Vprašanje je napačno postavljeno, ker zgolj podaljševanje delovne dobe, pokojninske dobe, moram omeniti, pokojninske dobe pomeni zgolj odlog težav. Ne pomeni pa odpravljanje težav v prilivih v pokojninsko blagajno. Ne pomeni odpravljanje težav in vzrokov, za kateri se danes znašla ta blagajna. Zakaj so vse države, zakaj so Britanci pa Nemci, recimo... Ne primerjati Britanci in Nemce za starostjo, to sem vam že prej povedal, ker je zelo pomembna pokojninska doba. Nemci 45 let, koliko odstotkov je dobil? Ampak jaz imam en primer, recimo v sorodstvu, če lahko vem, ker je delal v Nemčiji, recimo v gradbeništvu in je 65 let star, dela celo življenje, ne vem, koliko ima pokojninska, ampak vem, da je starost, je rekel, zdaj sem star 65 let in dela v gradbeništvu 30-40 let in zdaj gremo v penzijo, čakam, da bom 35 let. Ja, 40 let je meter. 40 let je meter, ne pa 45 pokojninske dobe, tako kot je v Nemčiji. In če govorimo če smem govoriti, kaj je pravilna pot. Pravilna pot je tisto, kaj je bilo v obdobju, kaj se pokazalo v obdobju 2007-2008.
ko se je zmanjševala brezposelnost, leta 2008 je bila na najnižji možni točki v Sloveniji pod 50 tisoč, je bilo tudi razmerje med aktivnim prebivalstvom in upokojenci se je začelo povečevati in je bilo 1,76, nekaj takega, če se prav spomnim. Ja. In edino prava pot je to, je odpiranje novih delovnih mest, je ustvarjanje pogojev, da bodo starejši lahko opravljali svoje delo v službi, ne pa, da imamo danes v Sloveniji več kot 40% brezposelnih starejših od 50 let. Ti so danes dolgotrajno brezposelni. Ampak leta 84 recimo so trije delali za eno pokojnino, danes dela 1,6. Ampak je tudi dodana vrednost zaposlenega bistveno manjša, kot pa je danes. Takoj bomo. Rešitev dolgožive družbe je, da bodo ljudje del časa aktivni. Ne? Sama slovenska družba nas poriva starejše v pasivo, pa nismo pasivni. Ne? In zaradi tega je to popolnoma jasno in če sem prav razumela, se vsi strinjamo. Reforma mora biti prijazna do ljudi in mora biti dogovorjena. Še manj pa dogovorjena. No, upokojencem dejansko nekaj se bodo dvignile pokojnine, ampak malo. Dejansko je tisto, kar smo skozi zahtevali, ne bodo več padale. Ne, treba nekaj razčistiti. Treba nekaj razčistiti. Pokojnine upokojenim, že upokojenci, ki prejemajo pokojnine, zaradi te reforme ne bodo nič kaj više, razen glede usklajevanja. Strokovnjaki so mi dali račun. Ja, ti strokovnjaki, ki so tudi marsikaj povedali, pa ne drži. Čakaj, dejte svoje strokovnjake, pa mi ne dajo svoje račune, pa bomo pogledali. Prišla k nam, pa nas vprašala, nisi. Glede tega pa ne. Veš kaj, nič mi ni treba vprašati, tudi mi jih imamo. Tudi mi imamo, ne držijo. Nehajmo s tem, no. Dejstvo je, da je pokojninska reforma potrebna. Dejstvo je, da bodo ljudje tudi lahko dlje delali, ker delo je končno drži človeka po koncu. Lahko dlje delali, ker vstopajo v 60 leta, v tretje starostno obdobje, bistveno bolj zdravi kot prej. In samo to je rešitev. In država ali pa politika mora nuditi ljudem možnost, da bodo delali in temu se sindikati upirajo. Ne, ni res, to pa ne drži. Ne, gospa Kožuhova, to pa moram povedati. Ne, po raziskavi Eurofonda je zgolj izključno samo 25% Slovencev mnenja, da bo lahko delalo pri 60 letih. Po raziskavi Eurofonda. A vam lahko povem, da jaz da se mi čemu upiramo. 200 tisoč upokojencev je mlajših od 70 let. In povem vam, a vam lahko povem, da vsi delajo. Vsi delajo. Kdaj so se upokojili? Koliko so bili stari, ko so se upokojili? Od 53 dalje let so bili stari. Govoriva isto. Koliko so imeli delovne dobe? Lepo te prosim, no sem to ti povem, da ljudje delajo, ne delajo tam, kjer bi lahko davke prispevali, ampak delajo. Ti ljudje ne sedijo doma in ne čakajo na smrt. Ampak ti ljudje se ne bodo zaposlili in to je stvar države, ker ne poskrbi, zato da bi tudi to delo, kar se bi jim to uredilo. To je rešitev, no to bi rada rekla. Ni rešitev podaljševanje delovne dobe, obstoječim kadrom. Nisem tega rekla, rešitev je... Tako je bo slišati. Ne, ljudje bodo morali dlje delati, zaradi tega, ker so dlje zdravi, zaradi tega, ker kasneje vstopajo v delovni proces, zato, da bodo imeli kakovost življenja višjo. Potem raziskava Eurofonda ne drži, ker 25% Slovencev meni, da bo lahko delalo pri 60 letih. 75% jih ne nasprotuje. V delovnem procesu, ki je do njih neprijazen in to sem jaz hotela preveč. To je v Sloveniji danes. Namreč, mi smo danes v razkoraku, ne? Država pravi, delajte več, delodajalci jih pri 49 letih mečejo ven, zato ker so predragi za njih. In tle smo v razkoraku in to bo tudi treba rešiti. Glavna rešitev je pa v tem, da se dvigujejo plače, da dobijo ljudje, ki delajo v delovnem procesu, pravično plačilo za svoje delo. Da se izplača biti v službi, ne pa iti v penzijo. Da se izplača biti v službi in še neki, da bodo lahko sploh prispevali v pokojninski fond. Dobro. In še nekaj bi vam rada rekla, medgeneracijsko, to poudarjamo medgeneracijsko solidarnost. Sploh ne gre za medgeneracijsko solidarnost. Mi smo v svojem času plačevali za starejše. Ti plačujejo zdaj za starejše zato, da bodo naučili une, ki so zdaj v šoli, da ko bodo oni stari, da bodo tudi tisti za njih plačevali. Zato gre. Ljudje morajo misliti na to. Mi vemo, kako hitro pride starost. Prehitro pride starost. In vsakega bodo čakala starost, razen tistega, ki bo prej umrl. In morajo danes mlade generacije poskrbeti, da ko bodo oni stari,
da bodo imeli za dost veliko kakovo življenje. Dobro. To je pomembno, ne medgeneracijsko sožitje. Gospod Cukjati, gospa Kamnerja, ste se javila, jaz bi samo kratko pauzo naredimo, pa nadaljujemo takoj po glasu. Družini, ne? Družina ni nič drugega kot politika na majhnem nivoju. Dobro, ponovno. Doskrat otrok ne razumete, ampak če čete preživeti z njim, jih morate razumeti, pa če se še tako noro obnašajo. To je vse res, Ja. ampak je pa tudi res Tisti, ki politiko fura v družino. Je pa res tudi nekaj drugega, da seveda moraš otroke razumeti, pa ne bi koga primerjal z otroci, zdaj, ker je bila debata prej v sindikatih, ampak čist vsega pa ne morajo doseči, to je res? Ja, Čist vsega ne. seveda ne. Jaz bi nadaljeval, zdaj, a lahko gospod Cukjati, pa gospa, zdaj, samo eno vprašanje bi prosil. Zdaj, govori se, da vredo, če ta pokojninska reforma pade, da bo naslednja vlada, recimo, da bo pač to vaša vlada morala sprejeti precej bolj radikalno reformo in to takoj, v bistvu, ko bo pod diktatom Evropske unije. Ja, glede na to, da ta reforma nič bistvenega glede krize ne prinaša, verjetno res, ampak pustimo to za prihodnost. Jaz bi vendarle se dotaknil tega vprašanja, zakaj je vlada vztrajala pri tako čudnih izhodiščih. Namreč slišali smo sicer eno številko, da je pri 32 letih se upokojujejo, 32 let delovne dobe, oziroma 35 let pokojninske dobe, povprečno. Sindikati so pa predlagali, da bi bil zadosten fond delovne dobe, oziroma pokojninske dobe 40 let pri 60 letu starosti in bi se lahko upokojil. Predlogi, ki so jih sindikati dajali, za nas pomenijo bistven korak v smislu reforme in ne razumemo, mi nismo razumeli, zakaj vlada tega ni sprejela, nismo razumeli. Mi smo se k tej reformi zelo konstruktivno približali, smo dali vrsto amadmajev in smo skozi upali, da se bodo bistveni amadmaji sprejeli, pa se niso. Tako je prišlo pač do tega, kjer smo. Jaz bi omenil samo še osebni pokojninski račun. Glejte, če bi osebni pokojninski račun stekel tako, kot ponekod steče, da je neposredno vsakokrat zavarovancu dostopen podatek, koliko se je nabralo na njegovem računu in kakšna bi bila pokojnina, če bi se zdaj in zdaj upokojil. Prvič, imeli bi čiste račune, takoj bi zavarovanci vedeli, ali delodajalec plačuje ali ne plačuje, takoj bi videl. Drugič, bil bi stimuliran, da se čim več nabere, ker bi videl rezultat svojega računa. In predvsem, kar je še najbolj pomembno, motiviral bi osebni račun tiste, ki še lahko delajo, da vztrajajo v delovnem razmerju. Namreč, mi smo tudi v prejšnjem, v tisti drobni spremembi, kdaj je bila 2008-2007, in pa tudi kasneje smo v prejšnjem mandatu načrtovali nobenih bistvenih sprememb, kar se starostne dobe tiče oziroma starostne meje za upokojitev, ampak vgraditi vzpodbude, da bodo vsi tisti, ki lahko delajo, še delali. Kajti edino selektiven pristop je tukaj možen. Vsem postaviti mejo 65 let, veste, to je preveč kruto. In ugraditi take malose, da praktično, če ne bo do 65. leta stiskal še tako težka dela, bo pa imel take malose, da bo pravzaprav... Dobro, gospa Kamnerjeva, izvolite. Jaz bi morda se najprej na tole diskusijo doktorja Cukjatija odzvala. Lejte, jaz v načelu pravzaprav se lahko celo strinjam z sistemom pokojninskih računov. Stvar je zelo čista, jasna in ima dosti pozitivnih lastnosti. Vendar v tem trenutku nismo ocenjevali, da je to najboljši način, da preidemo iz sedanjega sistema. Gre namreč za tisto, kar je gospod prej govoril. Mi imamo danes izjemno veliko zaposlenih z zelo nizkimi plačami in
pri teh bi se pokazalo, da bi imeli izjemno nizke pokojnine in pokazala bi se potreba po zelo velikem dodatnem socialni dajatvi, ki bi odpravila to revščino, ki bi izhajala iz pokojninskega sistema. Zato je bilo naše gledanje takšno, da bi najprej veljalo odpraviti nekatere pomanjkljivosti v obstoječem sistemu, zlasti pomanjkljivost, ki je bila danes že tudi omenjena, gospod Šircelj je prej govoril, da sedanji sistem je pravzaprav dokaj nepregleden, ker se na prispevke, na plačevanje iz prispevkov veže cela kupica socialnih dajatev, ki pravzaprav s prispevki nimajo nič veze. Rekli smo, najprej očistimo pokojninsko blagajno vseh socialnih dajatev, ne ostanejo tam samo pokojnine. In te pokojnine se bodo financirale s prispevki. Potem smo rekli, podaljšamo pokojninsko dobo zaradi demografskih trendov in teh številk, o katerih smo že govorili. Ker brez tega ne bo šlo. Ugradili smo izjemno postopnost. Poglejte, pokojninska doba in starostna doba se podaljšuje samo za 4 mesece na leto. To se pravi, mi ne bomo drugo leto se upokojevali pri 65 letih starosti in pri 42 letih delovne dobe. Do leta 25, ne? V Angliji za 30 let pa 3 leta dvigujejo. Za 4 mesece na leto. Tako pri starosti, kakor pri pokojninski dobi. In ko bomo dosegali to reformo, je predvideno, da se v naslednjem koraku gre na sistem pokojninskih računov, ker se predvideva, da bo takrat že tudi raven plač nekoliko drugačna, kot je sedaj, in seveda se to bodo nove generacije vstopale v nov sistem, se ne more stare generacije prevesti, ker bosta verjetno paralelno tekla nekaj časa 2 sistema. Stare pelješ po starem do konca, novi pa vstopajo v ta sistem. V tem trenutku se nam ne zdi primerno, zaradi okoliščin, v katerih smo, da se ta sistem že uvede. Predviden je pa, da se uvede v letu 15, sistem pokojninskih računov. To so bili argumenti, ki so vodili k taki odločitvi, kakršna je bila. In se ta pokojninski sistem nedvomno ne postavlja tega, da zdaj prihajamo iz 32 let povprečne pokojninske dobe na 42 let povprečne pokojninske dobe, tudi takrat ne bo, nikoli ne bo 42 let povprečna pokojninska doba, ker se bodo še vedno nekateri ljudje upokojevali predčasno. Imamo sistem predčasnega upokojevanja, seveda na račun malusov, ne? Gospod Šircelj se je javil pred vami. Gospod Šircelj, če dovolite samo. Ja, jaz bi samo tukaj pač dodal to, da razlogov za ta odlok pravzaprav ne vidim. Zaradi tega, ker tudi danes imamo, ko govorite o nizkih plačah, gospod Kamnarjeva, jih imamo tudi danes in imamo različne korekcijske faktore, ki dejansko pokojnino dvignejo. Tako da dejansko tudi danes je ta pokojninska osnova za veliko ljudi prenizka, zato da bi dejansko dobili na podlagi te pokojninske osnove to pokojnino. Zaradi tega so korekcijski faktori in zagotovljena je minimalna pokojnina in na tej podlagi se to dobi. Tako da jaz tukaj zaradi tega ne vidim nekega razloga, da to ne bi bilo možno narediti tudi danes. Takrat bi pač se to nekako drugače imenovali, bilo bi bolj transparentno, bil bi to osebni pokojninski račun za večino, ki bi to lahko dosegali, za tiste, ki ne, pa bi bil še vedno socialna korekcija, tako imenovana, dajmo reči, državna pokojnina, pa čist delovni izraz je to, da se tako reče, skratka tudi iz proračuna. Tako da sistem je tukaj v bistvu pregleden, je v bistvu to, da vsak dejansko ima motiv, da to dela in jaz vidim možno, da se to lahko dejansko naredi že zdaj, lahko se naredi prej. Jaz tudi ne verjamem, da je to že leto 2015, še posebej, ker imamo do leta 2025 prehodno obdobje sedanjega sistema. Strinjam se, da je treba narediti za sistem za nove zavezance privlačen, seveda je treba reševati tudi stare zavezance. Tako da jaz tukaj, to je naš predlog in ta bo transparenten.
Glavno ste na isti špuri, samo še to se zmenite, kako počasi ali pa hitro bo šla. Ja, Prepozno je za te dogovore, ne, izvolite. In potem gremo v nov. Najprej treba nekaj razumeti, glede individualnih pokojninskih računov. V tem trenutku bi individualni pokojninski računi, tako kot jih poznamo iz tujine, pomenili in bi načeli sistem solidarnosti. Zato je prav, da sistem solidarnosti v pokojninski blagajni ostane in seveda to je zdajšnji sistem. Seveda je... Pokojninski račun rešuje matematiko demografije ali ne, v bistvu, ne? Vi pač poznate. Ne, pokojninski račun nikoli ne rešuje problematike demografije, to treba vedeti, da ne. Rešuje. Jaz trdim, da ne, ampak dobro, to je stvar pač ena druga debata. Jaz bi se vrnil k pokojninski reformi, ki je danes predmet tega omizja. Najprej treba nekaj reči glede tujine in Bruslja. Implicitni dolg 3% do 2013, pač zaveza, ko ste premenili, ni 0,81 na leto, ne? To je priporočilo Evropskega sveta. Priporočilo je To je ena... Ja, zavezali smo se sami. Poslušajte, vse države so se zavezale, kaj smo hoteli, zavezali smo se sami. To je, Bruselj nas to ni prisilo. Lepo vas prosim, veste, kako se sprejema Drugo, kar bi jaz želel reči, bi rekel nekaj, ne. Tudi v strategiji, če smo že pri Evropi, v strategiji 2020 je lepo zapisano, tudi kaj se tiče socialnega položaja delavk in delavcev, zapisano je kvalitetna delovna mesta treba odpirati in zapisano je tudi, in tudi to je tudi mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora k zeleni knjigi pokojninskega sistema, katerega je sprejela Evropska komisija, da se naj pokojninski sistemi spreminjajo v konsenzu in sodelovanju z socialnimi partnerji. V tem primeru tega ni bilo. To treba vedeti. In tam noter tudi, in še nekaj, sestanki niso socialni dialog. Gospa sekretarka, sestanki in fototermini niso socialni dialog, jaz sem bil zraven. Zato vem. In drugo, kar treba vedeti, v Evropi je jasno stališče, da se pri pogoju za upokojevanje naj upošteva specifika posameznih poklicev. V Sloveniji se s to reformo žal to ne upošteva. Gospod Zorko, žal. Gremo naprej, mislim, da zdaj, ali gremo... Jaz bi sem to rada, tle ste visoki strokovnjaki. Dajte nam, preprostim prebivalcem, povedati, v kakšni stiski je Slovenija. A veste, mi smo stari in stari ljudje so mnogo bolj previdni, v vseh družbah so bili stari ljudje previdni, ki imajo veliko imajo izkušenj in se bojijo prihodnosti. In zato smo potrdili to reformo. In povejte nam, ne kaj, če nič se ne bo zgodil. Kje je danes Slovenija? Kje smo? Koliko smo zadolženi? Kako bomo to vračali? A je dobro to, da se takole razhajamo, medtem ko bi mogli sile združiti, da bomo čez to stisko prišli skupaj, no? In ne preveč... Zelo enostaven odgovor. Če vztrajamo na sedanjem pokojninskem sistemu in čisto ničesar ne naredimo, in to projeciramo na leto 2050. Pridemo na državni dolg v višini 175% bruto domačega proizvoda, ker je 10% več. Dovolite, da končam. Za 40 let, za 5 let naprej projecirajte. No, če projeciramo na leto 20, ko je že zelo blizu, potem se nam izdatki za pokojnine povečajo za približno odstotek in pol bruto domačega proizvoda. Odstotek in pol je približno 500 milijonov, malček manj. In za toliko se bo morala država zadolžiti, ker prispevki se ne bodo povečali. Če smem samo še to povedati, lahko še to povem, naši strokovnjaki pravijo, boljše je, da namesto, da se da to v pokojnine, da se da to v kreacijo novih delovnih mest, ker dejansko bodo pokojnine rešile samo dobre plače, pa nič drugega. Izvolite, gospod. A bom dobil besedo? Boste dobili besedo. Hvala. Mi smo rekli, da ta nacionalni reformni program vlade računa, da če bi bila pokojninska reforma sprejeta s 1.1. letos, ni, ne? Ampak če bi bila, bi prihranili 37 milijonov. Če bi mi namesto 120 tisoč brezposelnih
znižali za 10 000, da bi jih 10 000 zaposlili, pa bi recimo, ne s povprečno plačo, ne, ampak recimo 1000 evrov bruto povprečno od teh 10 000, bi mi vsako leto pridobili 30 milijonov novih prispevkov v pokojninsko blagajno in 30 milijonov manj odhodkov zaradi nadomestila za brezposelnost in socialnih stvari. 60 milijonov bi profitirali. Samo 10 000. Samo 10 000, če zmanjšamo število brezposelnih. In v tem je catch. Jaz se z vami popolnoma strinjam. Dolgoročno je treba sanirati gospodarstvo, pognati življenje, ne pa da še kar naprej padamo v primerjavi z Evropo. Vse o tem se vsi strinjamo, da moramo pognati gospodarstvo. Ampak ravno zaradi tega, da bi okolje, ki ga lahko vzpostavi država, se država ne more odpirati delovnih mest, to je vsem jasno. Mora pa vzpostaviti pogoje, da bodo lahko podjetja odpirala nova delovna mesta. Vzpodbude, ki jih je želela država preko proračuna financirati, so vodile tja, k odpiranju novih delovnih mest. Zato je treba imeti denar, poleg primernega pravnega sistema. Ampak, glejte, denar nisi mogel zagotoviti, če je bilo treba poravnati fiksne obveznosti do prebivalstva iz naslova pravic, ki so bile dane. Tako pri plačah, tako pri socialnih transferih. Poglejte, 65% odhodkov državnega proračuna so samo plače in socialni transferi ter transfer v pokojninsko blagajno. 65%. Potem je pa še približno milijarda fiksnega odhodka, ki pomeni plačilo v evropski proračun, pa plačilo obresti. In koliko ostane prostora za ves razvojni del? V nominalnih številkah dobri 2 milijardi. To je prostor, ki ga ima ta država na voljo za spodbude in za razvojni del izdatkov. Gospa Kamnar, prispevek pokojninske reforme k razcvetu gospodarstva je naslednji. Stari bodo morali ostati na delovnih mestih, mladi, ki prinašajo novost, ki prinašajo inovacije, ki prinašajo v industrijo večjo dodano vrednost, bodo pa naprej ostali brezposelni. To je rezultat, da tudi mladi dobijo delovna mesta in se zaposlijo. Verjetno v času krize je to dokaj normalno, da teh delovnih mest še ni, ampak stvari se izboljšujejo. Statistični podatki kažejo, da se izboljšuje, tudi na tem segmentu. Ta reforma prinaša fleksibilnost delovnih mest, se pravi, je boljš z tej, reforma prinaša to, da se ljudje lahko delno upokojujejo, ker prej ni bilo možno. In tle je odprtje novega. Gospod Čirkelj se javil, pa potem izvolite, pa potem gospod Vlačič. Zelo hitro samo glede tega, da seveda delovna mesta in vsi smo tukaj za nova delovna mesta in samo ugodni konkurenčni gospodarski pogoji prispevajo k temu, da imamo večjo zaposlenost. Ampak žal tega danes ni in žal se je konkurenčnost države znižala po mednarodnih primerjavih za 20 mest. In to je slabo in to se je znižalo od letu 2009 in 2010. In tukaj se pač, mi najbrž ne strinjava s tem, da jaz se ne strinjam s tem, da bi rekel, država je tista, ki bo dajala v obliki subvencij in tako naprej gospodarstvu. Morda, vendar v majhnem obsegu, ampak je treba narediti take konkurenčne pogoje, da bo podjetnik sam videl možnost proizvajanja, možnost delovanja, možnost izvoza in da bo zaradi tega konkurenčen na svetovnem trgu. In tukaj smo žal zaostali v zadnjih 2 letih precej, namesto da bi se trend nadaljeval, tukaj nismo šli naprej. In seveda potem pride več prispevkov, potem pride več davkov in tako naprej. In ta konkurenčnost se nanaša in na okolje, in na okoljske dajatve, in na pridobivanje dovoljenj, in na inšpekcijske službe, in na davke, in tako naprej, in tako naprej. Pakrat bi dal samo to, da je treba narediti konkurenčno okolje, zato da bomo dobili več delovnih mest. Ampak, izvolite, zdaj, tu ravno prebiram, da so se v zadnjih 2 letih umrjevi podatki, da smo praktično brez napredka in da so se rezultati poslabšali na področju javnih financ, živimo z večnim
proračunskim primanjkljajem, ki so nekajkrat večji, kot so bili pred krizo. Močno se je povečala zadolženost države. Menda v bistvu po teh podatkih je zdaj 40%, prej je bila pa 23% in to so zaskrbljujoči podatki. Ne? O tem govorim, dejansko o tem govorim in tukaj pravim, da je treba narediti preboj na vseh teh področjih, katerih sem omenil. In tukaj je Slovenska demokratska stranka tudi dala določene predloge in je predlagala določene zadeve. Jaz ne bom šel zdaj v detalje, ker bodo tudi rekli, da niso pravi pa tako naprej. Skratka, ni bilo takrat nekega odziva. Ampak jaz mislim, da to je edina rešitev za Slovenijo, za to državo, da naredimo konkurenčno gospodarstvo. Dobro, če lahko, če dovolite, damo sam gospodu Vlačiću, izvolite. No, gospodu Širclju odgovori, da je vlada zelo resno vzela te predloge opozicije takrat. Mi smo kar nekaj ministrov nas je sedelo na odboru za gospodarstvo, mislim, da nas je bilo 6-7 ministrov in smo vsak ukrep, ki ste ga predlagali, tudi ocenili finančno. In če želite, vam lahko še enkrat pošljemo, pa boste videli, kaj bi te vaši predlogi prinesli. Zdaj pa, jaz v mojem domačem kraju v Luciji pogosto srečam eno gospo, ki je za mene velik lakmusov papir. Zdaj še nisem za pokojninsko reformo, ampak ona me vedno reče, ona določi v kolikih točkah in recimo, če bi mi rekla v 3 točkah, mi povej, verjetno me bo vprašala zdaj v naslednjih dneh. V 3 točkah mi povej, zakaj ne grem na referendum, pa glasujem za pokojninsko reformo. In jaz si ponovadi brez velikega filozofiranja moram odgovoriti, ker mi reče, če mi boš filozofiral, bom tako išla. In je to najboljši način, kako ji moram povedati na enostavno. In se mi zdi, da ji bom odgovoril tako, da bojo pokojnine obstoječe in bodoče višje in da bojo te, ki danes delajo, sploh imeli pokojnine, to je prvi razlog. Drugi razlog je, da nov sistem torej spreminja pot, v katero gre zdajšnji sistem, da imamo vse več revnih upokojencev. In tretja stvar, ki mu povedal, da je nov sistem bolj pravičen in pregleden. In če kdorkoli meni, da te stvari niso res, potem seveda jaz mislim, da zavaja slovensko javnost in da jih bomo s temi 3 argumenti lahko povedal, zakaj je prav, da gre na pokojninsko reformo glasovati za in da vse druge debate in te stilne številke in to, o čemer smo danes govorili, niso tako zelo pomembne in jaz mislim, da je ta model zdaj edini sprejemljiv, tisti, ki ste ga vi omenili, mi je zanimiv, ampak seveda vi pa dobro veste, da ta trenutek ni čas za tak sistem. Predvsem zato, ker pomeni, to morate na glas povedati, to morate ljudem na glas povedati. Morda bo nekoč celo tudi slovenska družba takšna, da bo to prenesla. Ampak morate na glas povedati, da ta zelo, zelo transparenten sistem pomeni tudi neko stigmatizacijo pa neko manjšo solidarnost v družbi. Ker ta zelo, zelo transparenten sistem je zelo, zelo dober za tiste ljudi, ki veliko zaslužijo. In je zelo slab za tiste, ki zelo malo zaslužijo. In teh, ki malo zaslužijo v Sloveniji, je veliko. A smem, jaz bi rekel tako, če bo gospod Vlačić pač svoji volivki v teh točkah povedal, zakaj naj glasuje za na pokojninskem referendumu, bom jaz povedal, prav tako v nekaj točkah, zakaj naj nekdo glasuje proti. In proti iz tega razloga, ker ta sistem, ki je predlagan, novim upokojencem ne bo povečal pokojnin, ampak jih bo znižal, glede primerjavi z obstoječim sistemom. Govorim o novih upokojencih. Kaj se tiče obstoječih upokojencem, novi sistem bo povečeval razliko med povprečno pokojnino in povprečno plačo v Republiki Sloveniji. Tretjič, nov sistem pokojninski, sistem upokojevanja ne upošteva danih razmer v Sloveniji na trgu dela. Ne upošteva, da smo Slovenci na prvem mestu po izgorelosti na delovnem mestu. Ne upošteva, da bo vpliva dvigovanja pokojninske dobe na ostale socialne blagajne. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je izračunal, da v 3. letu uvedbe pokojninske reforme 17 milijonov dodatnih stroškov evrov v zdravstveni blagajni. Ne upošteva dejstva, da smo Slovenci prvi po številu opravljenih nadur v Sloveniji. Vse to je tisto, zakaj se naj glasuje proti. In še mogoče k temu, kar je gospa sekretarka dejala. 300 milijonov bi bilo potrebno ob 9 milijardah sive ekonomije
za učinkovitejšo pravno državo najti 300 milijonov, mislim, da ne bi smel biti problem. Mogoče, gospe Kam... smo hoteli dol z malim delom predvsej zmanjšati. Gospe Kamner, mogoče še... Bi se povečala, gospod Novakova. Zadnje vprašanje, kje bo... Delajo ta stari za študentskimi napotnicami. To ne bi To je smelo. kriva pa inšpektorat za delo, ker to dovoli. Ampak zdaj, ker smo Nekje pri treba koncu, inšpektorat samo še eno nekaj pa vprašanje, gospe Kamner, kje bo država, če reforma pade, pač našla teh 300 milijonov v državi oziroma podjetja, posamezniki približno 160 milijonov, kje se bo tam dano? A se bomo posodili? Ne, lejte, mi smo si jasno zadali, določili fiskalne omejitve, mi jih ne moramo prekršiti, situacija je preveč resna, da bi nadaljevali trend naraščanja primanjkljaja in dolga. To, kar je prej Šircelj govoril, da je potrebno postaviti mejo, mi se s tem strinjamo in jo bomo v zakonu tudi postavili. Dejstvo je, da bo treba varčevati. Varčevati na vseh drugih koncih. Jaz sem prej povedala, kakšna je struktura proračunskih izdatkov. To pomeni, da lahko... Na vseh segmentih bo treba varčevati, od plač, transferov do materialnih stroškov in, če hočete, investicij. Investicije bodo financirane izključno samo še z evropskimi sredstvi. Tam bo pač lastno udeležbo treba zagotoviti, ker drugače niti črpati ne bomo mogli, vsega drugega pa ne bo. Samo še gospod Šircelj, pa smo zaključili, ker smo že... Najdemo teh 300 milijonov, predlagam, da to naredite na učinkovitejšem in transparentnejšem sistemu javnih naročil. Tukaj je še ogromno rezerve, da boste brez kakršnih koli drastičnih ukrepov za ljudi to naredili. Samo večja učinkovitost, pa samo transparentnost. To se da narediti zelo hitro v enem dnevu. Večja učinkovitost v kakšnem smislu? Večja učinkovitost. Z manj ljudmi narediti isto količino, to razumem? Tudi to se da, pa tudi v sam sistem. Ne, sploh ne. V javnih naročilih pri samem sistemu javnega naročanja in v samem sistemu, kako dejansko potekajo. Da bo za javna naročila ostal evropski denar. Lahko smo tudi tam bolj učinkoviti, se strinjam, ampak domačega denarja za te ne bomo mogli več dajati, ker ga ni, ga ne bo. Kot bo država plačevala različne, najdete lahko prihranke z lahkoto, vam povem. Dobro, jaz Stopne delodajalce dvigati, gospod je govoril o konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Lepo vas prosim. Pri javnih naročilih, gospa Kammer, obavijo z lahkoto. Da nocoj ne bomo v bistvu vseh dilem razrešili, mislim, da bomo še priložnost dali še enkrat do 5. junija, tako da se vam zahvaljujem nocoj za sodelovanje v oddaji, mislim, da smo precej razgrnili problematiko, da pa vsega nismo mogli povedati. Vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.